Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške lokalne televizije v mesecu, ki ga na lokalni ravni zaznamujejo številne prireditve, prazniki in obletnice, sicer pa tudi težko pričakovan začetek pomladi, velikonočni prazniki in drugi dogodki. V svetu pa ponovno teroristični napadi, ki jim ni videti konca, begunska kriza, ki se je močno dotaknila tudi nas. V Ameriki pa borba za predsedniški stolček in še bi lahko naštevali. Ob tem pa pozabljamo na človeške vrednote, na osnovne človekove pravice in kot kaže je pohlep edino vodilo številnih velikih korporacij. Pa ne samo velikih, kajti zadnji dogodki v Sloveniji kažejo umazano igro prekupčevalcev z ljudmi in zato nas je lahko sram. Žal pa sramu ne čutijo tisti, ki to počnejo. Bolj optimistična pa so sporočila, ki jih prinaša informativna oddaja tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na Zgornji Ložnici prepevali, godli in plesali najmlajši. Pretekli konec tedna je potekal v Slovenski Bistrici Pučnikov simpozij, tudi s pričevalci ob 25. obletnici slovenske osamosvojitve. Konec tedna zasedali mladi parlamentarci občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Na slavnostni akademiji o prazniku občine Slovenska Bistrica podelili listino in 3 priznanja. V športu o mednarodnem šahovskem turnirju, kegljanju in malem nogometu ob občinskem prazniku. V rubriki Lokalne novice tokrat o Pučnikovem simpoziju, otroškem parlamentu, akademiji ob prazniku občine Slovenska Bistrica in drugih dogodkih. V sredo 9. marca sta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, izpostava Slovenska Bistrica in podružnična osnovna šola na Zgornji Ložnici organizirala 36. območno srečanje otroških folklornih skupin, na katerem so sodelovali malčki iz vrtcev in osnovnih šol, Makole, Poljčane ter Slovenska Bistrica. Otroci so plesali, godli in prepevali predvsem ljudske viže in prikazovali stare običaje. Njihov nastop je spremljal dr. Bojan Knific, program pa povezoval Primož Rajh. V petek 11. marca sta Inštitut dr. Jožeta Pučnika in evropski poslanec dr. Milan Zver v Viteški dvorani Slovenjebistriškega gradu organizirala Pučnikov simpozij. Simpozij so odprli z okroglo mizo, na kateri so sodelovali pričevalci ob 25. obletnici slovenske osamosvojitve.
med njimi tudi Janez Janša in Tone Krkovič. Pogovor je povezovala doktorica Andreja Valič-Zver. Demos je kljub, temu, da se je samo 2/3 skupščine volilo na podlagi splošne volilne pravice, dobil navadno večino, sicer pičlo, pa tudi v nekaterih Demosovih strankah so bili izvoljeni poslanci oziroma delegati, ki praktično nikoli niso glasovali za ključne odločitve. Vsaj, ko je šlo za obrambne zakone, tudi nekatere finančne, oziroma za neke ključne pravne gradnike slovenske samostojnosti. Ampak kakorkoli izpostavljeno, da Demosova vlada, ki je pač preko poslanskega kluba v začetku novembra leta 1990 predlagala plebiscit. In takrat je prišlo najprej do nekega hudega spopada, ko je Jože Pučnik, mislim, da ravno v teh krajih bo znano, da bomo šli na plebiscit, ker bomo glasovali za samostojno Slovenijo, je naslednji dan Milan Kučan dejal, kdo je ta Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. No, ampak potem, ko so ankete pokazali, da ljudstvo pa to podpira, je prišlo do navideznega soglasja o tem, da plebiscit je. Tudi do razmeroma jasnega vprašanja, okrog tega je bilo veliko pogajanj. Ljudje so glasovali, večina je vse presenetila in zdelo se je, da je takrat, in zdaj v bistvu prehajam na odgovor, ko je Jože Pučnik izgovoril tisti stavek, Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo, da je to nekaj, kar je ne samo neka politična odločitev, ampak kar je tako močna sila, ki bo to dejansko v 6 mesecih tudi udejanila in da tudi tisti, ki so glasovali proti temu, ne bodo nasprotovali. Zdaj, kakšen mesec smo živeli v tej iluziji. Tisti, ki smo bili v vladi, smo pričakovali, da bo po plebiscitu, takoj v začetku januarja 1991, vse to, kar je bilo blokirano v takratni skupščini, bilo pa sprejeto. V nadaljevanju je sledila družboslovna refleksija, ki so ji dali vsebinski ton dr. Tone Jerovšek, dr. Darko Friš, dr. Matej Makarovič in dr. Matej Tomšič. Simpozij so zaključili s svečano akademijo in z nagovorom akademika dr. Janka Kosa ter s podelitvijo priznanja slovenskemu zamejcu iz Trsta Dragu Štoki. Po zaključku simpozija so udeleženci obiskali še grob dr. Jožeta Pučnika na Črešnjevcu. Prav tako v petek 11. marca se je v sejni sobi občine Slovenska Bistrica sestal otroški parlament, ki so ga sestavljali otroški parlamentarci iz občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Razpravljali so o 4 tematskih sklopih, in sicer varno na spletu, tvegana vedenja mladostnikov, kdaj in kako reči ne ter aktivno preživljanje prostega časa. Po razpravi so oblikovali tudi nekaj sklepov, predlogov in rešitev ter s tajnim glasovanjem izvolili delegate, ki jih bodo zastopali na otroškem parlamentu na državni ravni. V soboto 12. marca je v Slovenski Bistrici potekala slavnostna akademija v čast prazniku občine Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti so vročili listino občine Frančiško Beri za izjemen prispevek k napredku in razvoju občine. Priznanja pa so prejeli Stanko Skela za izjemen prispevek na športnem področju, Anton Kolar za prostovoljstvo ter prostovoljno gasilsko društvo Kebel za dolgoletno uspešno delovanje. Slavnostni govornik je bil slovenjebistriški podžupan Stanislav Mlakar, k kulturnemu programu so prispevali pevci Okteta Planika. Posnetek slavnostne akademije si boste lahko v celoti ogledali naslednji teden po informativni oddaji.
organiziranju javnih shodov in prireditev se organizatorji srečujejo z vrsto dilem in težav, do katerih prihaja v večini primerov zaradi slabšega poznavanja predpisov, ki urejajo to področje. Gre za prijavo prireditev, organiziranje, vodenje, varovanje, zdravstveno varstvo na prireditvah in prireditve na javnih prometnih površinah. Zaradi nudenja pomoči in informacij organizatorjem javnih zbiranj so v torek 15. marca v Bistriškem gradu izvedli delovni razgovor. Uvod v razpravo so podali predstavniki upravne enote Slovenska Bistrica in policijske postaje Slovenska Bistrica. Šahovski klub Impol je že 19. zapored organiziral mednarodni turnir v pospešenem šahu. Na 19. izvedbi je letos nastopilo več kot 70 šahistov različnih starostnih skupin. Od tega so na turnirju igrali 3 velemojstri in kar 5 mednarodnih mojstrov, kar kaže na visoko kvaliteto turnirja. V tej močni konkurenci je prvič v Slovenski Bistrici zmagal hrvaški velemojster Zoran Jovanović, ki je v 9 igralnih kolih zbral 7,5 točk. Došao sam prvi put ovdje na turnir, sastav je bio jako dobar, naravno očekivao sam borbu za sam vrh, a na kraju sam prvi, sretan sam, zadovoljan, turnir je jako dobar. Drugo mesto si je s pol točke manj od zmagovalca priigral slovenski FIDE mojster Marjan Črepan, tretji pa je bil velemojster iz sosednje Hrvaške Mladen Palac. Iz vrst domačega kluba se je najviše uvrstil mednarodni mojster Žan Tomazini in še s pol točkami je bil na 6. mestu. Moram reči, to je eden izmed redkih, morda med dvema, tremi turnirji, ki so organizirali na leto v takšnem obsegu, tako da mislim, da smo lahko kar ponosni na to organizacijo. Moram reči, da turnir danes bil precej močen, dosti bolj močen kot lansko leto recimo. Zadovoljni smo tudi blizu udeležbo, prišlo je kar veliko igralcev, ki jih tudi nismo pričakovali. Imeli smo tudi veliko velemojstrov, tako da turnir je bil res močen. Sam sem zadovoljen s turnirjem, no lahko je bilo boljše, tako kot pač vedno, ne. Ampak na koncu še eno soliden rezultat, mislim. Starejši od bratov Tomazini, Aljoša, je kot kategoriziran FIDE mojster zasedel 15. mesto. Jaz bi rad na začetku povedal, da letošnja različica tega turnirja je verjetno najmočnejša v zadnjih, po moje, 10 letih. Že dolgo časa nismo imeli kar 3 velemojstre na turnirju, tako da turnir je bil v bistvu zelo močan. Kar se tiče mojega rezultata, lahko rečem, da sem z igro bil kar zadovoljen. Končni rezultat mogoče ni bil najboljši, končal sem nekje tam, kot sem bil postavljen na začetku, vendar mi je po 4 partijah kazalo še boljše. Ampak vseeno, na splošno gledano sem z samim turnirjem, z igro in vsem zadovoljen. Upam pa, da bo naslednjo leto se nas ponovno zbralo v takem številu, zato ker to je bilo res za vse nas izjemno pozitivno presenečenje. Tudi upam, da so bili ostali zadovoljni s samim turnirjem. Bistriška bisera šaha pa že v mesecu aprilu čaka univerzitetno svetovno prvenstvo v Abu Dhabiju. To je eden izmed zadnjih turnirjev pred samim svetovnim prvenstvom, tako da sicer v bistvu gre tu za precej drugačen igralni čas. Kljub temu pa je vseeno tudi ta turnir zelo dobra priprava potem za svetovno prvenstvo. Upam, da bo tudi tam šlo dobro. Dobro so Impoljčani odigrali tudi v ekipni konkurenci Slovenske Superlige, kjer so si razdelili 5. mesto. Ja, v kakšnih velikih pričakovanjih ne bi govoril. Naš glavni cilj je, da ostanemo v Superligi, če se lahko tako izrazim. Bilo kaj več je pa samo še bonus. Mi smo v glavnem srečni, da je lahko igramo na tako močnem turnirju. Z bistvu lansko oziroma z letošnjo sezono, nova sezona se še ni začela, smo bili z delitvijo 5. mesta na koncu izjemno zadovoljni. V bistvu smo pred turnirjem, nam je bil cilj, da se bomo borili za obstanek v ligi, torej med 10 ekipami. Medtem pa se je na koncu izkazalo, da smo v bistvu posegli še mnogo više. Najboljša med ženskami je na 64 črno-belih šahovskih poljih bila Vera Jazbinšek. Turnir kot tak je bil uspešen. Jaz sicer nisem pričakovala ne vem kaj, igram bolj za dušo, tako da je temu tudi primeren rezultat. Zelo dobro so poteze vlekli tudi tisti najmlajši nadobudneži šahovske igre.
Bili so prav posebna popestritev letošnjega turnirja. Najmlajši med njimi je bil 7-letni Weber Kolja Tito. Šahovska šola bratov Tomazini torej daje že prve rezultate. Z Žanom že zdaj drugo leto vodimo šahovsko šolo na klubu in to se pozna tudi na predvsem številčnem podmladku na tem turnirju, na katere smo zelo ponosna in upava, da jim je turnir služil kot dobro izkušnjo za naprej. Prijetno ob tako dobri organizaciji in tekmovalni uspešnosti biti tudi predsednik kluba. To funkcijo pa že več kot 10 let opravlja Jožef Jerovšek, ki pa tudi redno igra na turnirjih. Naš klub Impol je očitno zelo dober organizator in Bistrica prekupno mesto in pravi kraj, da tudi infrastrukturno, da prihajajo igralci iz večjih držav, Hrvaške in tokrat smo imeli izjemno močno zasedbo in številčno zasedbo in lahko smo v klubu ponosni. In tudi Bistrica je lahko ponosna na svoje šahiste, ki so peti v državi kot ekipa, da smo tako dobri organizatori in da privabimo toliko res odličnih šahistov, ker je bilo več velemojstrov danes igralo na tem turnirju. Klub šteje v tem trenutku 77 članov, obstajate pa že od leta 1947, torej številka 77 članov je kar lepa. To je izredno veliko število takih članov, ki plačujejo članarino, ki se redno držujejo dejavnosti in igranja v klubu in tudi imamo dosti podmladka trenutno, tako da jaz na bodočnost kluba ne dvomim, mislim, da se v šahu Slovenski Bistrici še razvija in šah je sigurno ena najboljših vzgojnih in logistično razvojnih stvari za mlade igralce, ker razvijajo domišljijo, logiko in večpotezne kombinacije, pa vemo, da so potrebne povsod v gospodarstvu, politiki in kjerkoli hočete. Za keglaškimi ekipami, ki v tej sezoni nastopajo prvi A ženski ligi, je odigranih že 17 krogov. Tako da ekipam v tej konkurenci do konca prvenstva preostane samo še igralni dan. V predzadnjem obračunu so se keglačice Impola od svojih navijačev poslovile na domačem igrišču v Slovenski Bistrici. V goste so jim prišle igralke Triglava iz Kranja, ki so na prvenstveni lestvici na 3. mesto. Impoljčanke so v tekmo odšle razbremenjene, saj so si že pred zadnjim 2 krogoma zagotovile obstanek v prvoligaški druščini. Dvoboj sta za Impoljčanke odprli izkušena Lucija Kunčič in mlada željna dokazovanja 16-letna Doris Dorontič. Lucija je dvoboj dobila, Doris pa tesno izgubila. Ja, priznam, da sem se preveč obremenjevala z nasprotnico. Če bi igrala svojo igro, bi verjetno bilo boljše, tako pa pač skušala sem čim manjšo razliko. Pa upam, da bo na koncu vse vrelo. V razborljivi tekmi vse do konca so s 5-3 zmagale gostje, v podrtih keglih je bilo 3225 proti 3133 in tako iz Slovenske Bistrice okrajno odnesle pomembne 2 točki v boju za vrh lestvice. Edina ženska prvoligaška ekipa iz Slovenske Bistrice bo tudi v naslednji sezoni nastopala v prvoligaški konkurenci. Ja, spomnim se prve tekme, kako je bilo strah v bistvu, ker si ful pod pritiskom nekim, pa tudi kot ti so igralke pravijo, da nič hudega, ampak vseeno čutiš sebi, ne vem, jaz sem prišla prvo leto sploh ženska, zdaj pa je pač v prvi ligi in je težko v bistvu. Meni se zdi zelo naporno, ker še nisem izkušena. Prvič v prvi ligi igrati je res med takimi velikimi imeni, sploh če gledamo, da imamo svetovne prvakinje vmes, ne? Zanimivo, pridno smo se opirali skozi, uspelo nam je to, kaj smo si zadali, da se zadržimo v ligi. Tako da naslednjo leto upamo, da se nam tudi Barbara vrne, ne? Ona je le bila lani prva igralka oziroma že dalj časa. Leto smo jo 3 nadomeščale, tako da smo, mislim, glede rezultatsko, ne? Nam je uspelo to, kaj smo si zadali, da smo zelo zadovoljni. Prvenstvo je bilo dolgo in seveda naporno za ekipo, ki je prvič igrala med prvoligaši. Več o tem pa vodja ekipe Silva Pečovnik. Mi smo si zadali, da bi letos, ko smo prvo leto v prvi A ligi, da bi ostale noter, predvsem zato, ker so zdaj čez celo sezono manjkale 2 igralke, se pravi naša Barbara in pa tudi jaz sem zbolela, tako da so punce dejansko odigrale, jaz mislim, da zelo solidno. Imamo 6 točk, premagale smo direktno ekipo, ki izpade, to je Ograjco, premagale smo Miklavž in pa Konstruktor doma. Drugo leto upajmo, da bo Barbara prišla po porodniškem čim prej nazaj
pa ciljamo še mogoče na kaj več. Ne? Poglejte, kako so vas imale dejansko druge ostale ekipe, ki imajo že kar standardno prvoligaško konkurenco, če povem, da imamo tudi mi kar mlado ekipo. Ja, razmeroma imamo kar mlado ekipo. To bi rekla tako nekje, mogoče so nas malo podcenjevale včasih, ne. Mi smo sicer prve tekme tudi odigrali precej z strahom, zdaj proti koncu smo, bi rekla, prišle k sebi, ne, da smo se nehale bati, recimo, ne. Punce si pač to morajo v glavi same razčistiti, da je to igra taka, kot je bila v prvi B ligi ali pa v drugi ligi, vseeno, igrati je treba, zdaj pa kjerkoli igraš, ne. V prvi sezoni ste torej nabrali pozitivno, torej tisto kilometrino, ki jo rabite za takšno prvoligaško tekmovanje in verjetno že nekako kar smelo gledate v drugo prvoligaško sezono, ki se bo začela v jeseni. Ja, sigurno, ne, delno smo malo pomladili tudi ekipo, vključili smo, recimo, imamo Doris, ki ima 16 let, 17, ostala ekipa je tako vsa mlada, tako da jaz mislim, da bi recimo drugo leto, sploh če pride Barbara nazaj, najmanj tam nekje sredi lestvice, če še nekaj druga, ne. Keglaški klub Impol je doživel tudi kadrovske spremembe. Od meseca marca je novi predsednik Ivo Kunčič, ki je na tem mestu zamenjal Ervina Globovnika, ki je 12 let uspešno vodil keglaški klub Impol. Zahvalil bi se Ervinu za dosedanje delo, je pa res, da ne glede na vse skupaj, mogoče bi že prej morali iti v pomlajevanje bolj aktivno, kot se je dejalo. Zato pa zdaj moški smo že začeli plačevati to ceno, da smo pač padli do te 3. lige, oziroma pri ženskah se pa postopoma dela, kar se tudi pozna, so prišle gor, pa je samo obdržati tam. In to je to. Športna zveza Slovenska Bistrica in Zavod za šport Slovenska Bistrica sta ob občinskem prazniku v torek 15. marca v športni dvorani Slovenska Bistrica izvedla tradicionalni turnir v malem nogometu. Tudi tokrat se je pomerilo 6 ekip. Zmagalo je moštvo vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, ki je v finalu z 2-0 premagalo športne delavce. V tekmi za 3. mesto so novinarji 4-1 ugnali direktorje. V obračunu za 5. mesto pa je ekipa policije po kazenskih strelih z 8-7 premagala občino. Za najboljšega igralca so izbrali Tomaža Slatineka iz bistriške vojašnice. Tudi v pretekmovanju smo spremljali izjemno zanimive in izenačene tekme. Seveda pa je bilo, tako kot vsa leta doslej, v ospredju druženje. Spoštovani, športnim blokom se je iztekel informativni oddel oddaje, v nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu pogovora Tomaža Ajda s slovenjebistriškim županom, dr. Ivanom Žagarjem, občinskem prazniku in drugih aktualnih dogodkih v občini. Na koncu pa še čestitka vsem Jožetom in Jožicam, ki godujejo 19. marca. Pa srečno do prihodnjega tedna.